tudi z vidika Zavoda za zaposlovanje, kako gledamo na to področje izobraževanja odraslih. Jaz sem kot prvo neko sliko dala tole, no se mi zdi ena pomembno izhodišče. Vemo, da v situaciji, kakršni smo v državi, so seveda razmere na trgu dela zelo dobre. Tale graf nam kaže po eni strani, da imamo trenutno že 890 tisoč delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji, kar je že tako rekorda, kolikor jaz se zadeve poznam v Sloveniji, in po drugi strani seveda ustrezno zmanjševanje števila brezposelnih. Mi na zavodu ocenjujemo, da bo po parih mesecih ta številka padla pod 70 tisoč. Kar bi ob tej priliki rada podala je pa tole. Glejte, vse to skupaj predstavlja aktivno prebivalstvo. Se pravi ljudi, ki so zaposleni, ki delajo, in tudi tisti čas, ko pridejo med brezposelnimi, v bistvu praviloma zelo kratek. Mi smo zdaj pogledali podatke, polovico tistih, ki se pri nas prijavi, se v pol leta tudi zaposli ali prav zaposli, še več je gre iz zavoda. To pomeni, kaj hočem reči, da ključna skupina, ki jo moramo nasloviti z izobraževanjem odraslih, so zaposleni. Ker ko ljudje pridejo na zavod, če recimo mine iz tega, ko so bili v šoli 10-20 let, in če v tem času vanje ni nihče vlagal, niso bili motivirani za usposabljanje, niso bili navajeni se učiti, imamo mi na Zavod za zaposlovanje zelo težko delo, verjemite. Recimo, mislim, da je tudi prav, da pogledamo tole sliko, kaj se dogaja z izobrazbeno strukturo brezposelnih oseb v tem času. Kot vidite, starostno se upravičujem. Vse skupine starostne seveda so pričakovane se znižale, medtem ko tale zadnji stolpec, vidite, starejši od 60 let, ta se je pa kljub takmu absolutnemu upadu števila brezposelnih povečal. Se pravi 4800 na skoraj 8000. To pomeni samo to, da med aktivnim prebivalstvom dejansko je vedno več starejših in da je to absolutno tista skupina, na katero se bomo morali zelo pozorno obračati oziroma premišljati, ko govorimo o izobraževanju odraslih. Ker dejansko je, bomo še z nekaterih drugih podatkov videli, to ena velika rezerva delovne sile v Sloveniji in absolutno je potrebno v prioritetah za naslednje obdobje tej skupini dati eno primerno mesto. Glede izobrazbene strukture brezposelnih, tudi tukaj so številke in vidimo, da nekako najbolj dejansko upada ta del število oseb z srednjo poklicno in pa srednjo strokovno izobrazbo, kar je logično, je glede na to, kar je moj predhodnik povedal, se pravi, kaj je tisto, kar gospodarstvo potrebuje. Pa še mogoče tole, ker tudi pove nekaj o tem, s čim se pravzaprav na Zavodu za zaposlovanje ukvarjamo. Kot sem že rekla, zelo hitro grejo v zaposlitev osebe, ki pravzaprav so stalno aktivne na trgu dela. In zato, kot rečeno, v pol leta že odidejo pravzaprav Zavoda za zaposlovanje. Se pravi, vedno manjše so pa te skupine, bom rekla, ki ostajajo na zavodu med 6 meseci in pa 24 meseci, povečuje se nam ta delež seveda tisti, ki so pa zelo težko zaposljivi. Ampak mi na zavodu smo nekako prepričani, glede na to, da vemo, kako se staramo, da je pravzaprav vsaka oseba, ki jo skušamo ali pa uspemo zadržati na trgu dela, pravzaprav pomembna, da je dejansko treba napeti vse sile, kako ljudi, ki so delovno zmožni, vsaj delovno zmožni, uspeti nekako vključiti na trg dela. Tako da zato recimo to tudi ena taka skupina, vsaj pri nas zelo namenjamo pozornost, kaj pravzaprav možno še narediti, da nekako čim več teh ljudi, ki so na zavodu ali pa tudi na centri se zdaj zelo povezujemo, kaj narediti, da jih vendarle še pripeljemo mogoče nazaj na trg dela. Tukaj tudi en prikaz potreb po delavcih v primerjavi z strukturo brezposelnih. Tukaj vidite, da smo imeli na primer letos v 4 mesecih skoraj 51 tisoč potreb po delavcih, povprečno registriranih brezposelnih je bilo 78 tisoč. In vidi se seveda ta razkorak med potrebami in pa strukturo prijavljenih.
največja razlika je prav pri tej nižji oziroma srednji poklicni izobrazbi. Še tole je tudi zanimiv podatek. Tukaj pa kažemo med vsemi zaposlenimi, ki se zaposlijo v posameznem letu, koliko je med njimi brezposelnih. In če vidite ta leta po krizi, se pravi 12, 13, 14, seveda je bil ta delež zelo visok. Skoraj 50% tistih, ki so se zaposlili, je bilo iz vrst brezposelnih. Glede na to jasno, da se to število brezposelnih zmanjšuje, potrebe gospodarstva se pa povečujejo, ali pa zadnja leto dve ostaje približno na enaki ravni, a ne pa logično, da se ta delež novo zaposlenih zmanjšuje. Ustrezno se pa povečuje temu predvsem število zaposlenih tujcev. Tako da teh v Sloveniji, mislim, da je zdaj že kar tam preko 80.000 spet zaposlenih tujcev. Tam nekak vrh, ko se ga jaz spomnim, ko sem že dolg na tem delam, je bilo pa tam nekaj pod 100.000 zaposlenih tujcev. Tole se mi je tudi zdelo zelo fajn, da nekaj pogledamo kje smo na našem slovenskem trgu dela v primerjavi z Evropsko unijo. Jaz mislim, da je zelo spodbuden podatek, da smo pravzaprav že v letu 2018 dosegli stopnjo zaposlenosti v starosti med 20 in 64 let 75%, nekaj čez, to je bil sicer cilj do leta 2020. In moram reči, da sem da jaz takrat, ko smo to načrtovali tam leta 13-14, precej skeptična, ali bomo to uspeli doseči in bravo, smo dosegli in smo tudi presegli Evropsko unijo. To je zelo pomembno seveda zato, da imamo zadosti sredstev, da vzdržujejo naše sisteme socialne varnosti, da nasploh za razvoj, vse jasno. Zelo fajn je, da še vedno imamo visoko stopnjo zaposlenosti žensk, vidite, pri nas skoraj 70%, v Evropi je to še vedno 67% samo, no potem pa tole, zaposlenost starejših, tukaj pa tista rezerva, o kateri sem govorila. Pri nas se ta delež sicer zadnja leta zelo hitro povečuje, na srečo. Se pravi, v starosti med 55 in 64 let imamo zdaj 47% zaposlenih, še nekaj let nazaj smo bili tam nekaj na 30%. Tako da to se nam zdaj kar lepo povečuje. Ampak vidite, Evropa ima pa 59% zaposlenih v tej starosti v povprečju, da ne govorimo o skandinavskih državah, kjer so pa te deleži tam že preko 70%. To se pravi, tukaj dejansko je ena precejšnja rezerva. No in enako je pri nizko izobraženih, tudi pri teh je naša stopnja zaposlenosti pri nas bistveno nižja kot v Evropi, pri nas 51, v Evropi 56%. Stopnja brezposelnosti seveda je ugodna, glede na to, kakšno gospodarsko rast imamo, tudi stopnja dolgotrajne brezposelnosti nam pada, kar je fajn, očitno vseeno uspevamo nekako tudi tiste najtežje zaposljive nekako ustrezno še aktivirati, kar se seveda da. Potem ta produktivnost dela oziroma ta problem višje dodane vrednosti, še vedno skoraj 20% zaostajamo za povprečjem Evrope, tukaj je velik izziv, ki je seveda zelo povezan z izobraževanjem odraslih, pridobivanjem ustreznih kompetenc in tako naprej. In po drugi strani, ko smo pa danes tudi slišali, da pa na tem rednem pri izobraževanju mladih oziroma formalni izobrazbi, pa pravzaprav so kazalniki, ki jih imamo zelo dobri, in tudi pri deležu odraslih vključenih v izobraževanje, seveda, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, dobrih 11%, problem pa tudi, kot vemo, ranljive skupine starejši nizko izobraženi, se pravi, kako te pripeljati v izobraževanje odraslih. Nekak ključni izzivi Slovenije, ko nam jih nekako Evropska komisija pogleda vse te razne kazalnike zelo, jaz mislim, lepo in pravično predoči vsako leto, so tile. To je bilo zdaj na podlagi zadnjih podatkov nekako. Povečati participacijo na trgu dela, jasno, glede na tisto, kar smo prej videli, kako imamo nizke stopnje zaposlenosti starejših in nizko izobraženih, je to en ključen izziv, ki ga imamo na trgu dela. Zdaj tole se toliko ne tiče, kar je naprej napisano tega današnje teme, tako da mogoče se boste pogledali, potem, ko boste ta gradiva dobili. No, dobri rezultati Slovenije, vedno, ko nas opozorijo, kaj pravzaprav je še treba storiti, nam pa tudi povejo, kje smo dobri.
In tole, recimo, visoka stopnja zaposlenosti tujcev iz tretjih držav, tudi tistih, ki so nedavno prišli v Slovenijo. Tukaj smo kar precej boljši, kot bom rekla, v povprečju v Evropi, tako da mene to zelo veseli, ker prav na Zavodu za zaposlovanje, se pravičujem, tudi zelo veliko napora vlagamo tudi v integracijo oziroma vključevanje na trg dela beguncev, oseb z mednarodno zaščito in tako naprej, tako da očitno se to tudi odraža v teh podatkih. Potem nizka stopnja neaktivnosti oziroma dela s krajšanim delovnim časom zaradi osebnih oziroma družinskih obveznosti. To pomeni, da imamo še vedno dobro razvite te sisteme, predvsem varstvo otrok, tudi pri varstvu starejših in podobno. To vpliva pač na to, kakšna je ta stopnja, pri nas je zelo ustrezna glede na Evropsko unijo. Nizke razlike med plačami, nizka stopnja osipnikov, se pravi, se to nekako gledajo, ko ocenjujejo, kakšen imamo pravzaprav položaj v državi na trgu dela. Evropska komisija tudi velikokrat naredi kakšna zelo dobra strokovna gradiva, ki jih mi na Zavodu seveda s pridom, bom rekla, proučimo in skušamo potem upoštevati to, kar nam pravzaprav te zadeve govorijo, meni se je zdelo zelo nekako poučno tole, kar se opozarja, oziroma kar je nekako zelo strnjeno zapisano v tem poročilu o digitalizaciji na evropskem trgu dela, se pravi, kaj pravzaprav vpliva najbolj zdaj na ta trg, jasno, digitalizacija, globalizacija, povečevanje oblik dela in s tem pogodb po delu, se pravi, glede na raznolikost od tehnoloških procesov in tako naprej, mislim, da je logično, da je ta fleksibilnost vedno večja in da bomo se temu morali prilagoditi tako s svojimi kompetencami, znanjem, kot verjetno tudi z nekimi rešitvami, kako v bistvu to umestiti neko financiranje socialnih zavarovanj in podobno. In pa seveda starajoča se delovna sila, ker je pa Slovenija pravzaprav med tistimi, ki se nam pravzaprav to nekako najhitreje dogaja. Zdaj, kakšen vpliv ima seveda vse to na trg dela, povečevanje neenakosti, spreminjajoči se poslovni modeli, povečevanje razlik med ponudbo in povpraševanjem, upadanje znanj, se pravi pravih znanj in seveda grožnja za odpuščanjem. In to so v bistvu tisti izzivi, na katere moramo mi v tem, ko razmišljamo, kaj storiti tudi na področju izobraževanja odraslih, znati nekako odgovoriti, če hočemo biti kot družba v naslednjih letih med tistimi, ki bodo uspešni ali pa najbolj uspešni. Meni se zdi tale graf, ki je nastal tudi v okviru študije OECD zelo zgovoren in bi nas pravzaprav moral kar precej skrbeti. Tukaj je prikazano, kje je Slovenija v tem smislu, koliko so naša delovna mesta ogrožena z tem procesom avtomatizacije oziroma digitalizacije. In vidite, tukaj smo zelo, zelo visoko, prek 50%. In spet ne. Kaj bomo naredili z izobraževanjem, z usposabljanjem, z prilagoditvijo pravzaprav delovne sile na te izzive na trgu dela. Zdaj Zavod za zaposlovanje, kot prej bilo govora o Ministrstvu za delo, ampak znotraj Ministrstva za delo sta predvsem dve inštituciji, ki sta pravzaprav krivca za porabo tistega denarja, to je Zavod za zaposlovanje in pa Sklad za razvoj kadrov bo zmanjšala, ki pravzaprav potem implementirata te zadeve. Sam kot neka informacija, da v letu 2019 je pri nas planiranih vključitve približno 14.000 brezposelnih oseb v te programe in pa slabih 13 milijonov evrov. Pa, kot je bilo tudi rečeno že, večina tega denarja prihaja iz Evropskega socialnega sklada. Zdaj, kar je v bistvu zelo zaskrbljujoče, je to, da mi tega denarja ne bomo porabili. Zakaj? Ker se soočamo res s problemom, kako motivirati brezposelne za vključevanje v te programe. Mi se zelo trudimo, veliko sodelujemo tudi z Ministrstvom za šolstvo, zato se zelo zahvaljujem, kako prilagajati potrebam delodajalcev, ampak največji problem je prav ta motivacija. In še enkrat poudarjam,
Večina brezposelnih, med brezposelne prihaja vedno več mladih, ker generacije so vse manjše. Še tisti, ki končajo šolo, se jih veliko neposredno zaposlijo, delodajalci stojijo pred vrati šol ali pa univerz. V glavnem gre za ljudi, ki prihajajo iz podjetij. Na tem segmentu, na tej skupini moramo nekaj narediti, če hočemo na teh področjih nekaj primakniti. Zdaj tukaj je nek pregled, čez leta, zelo upad je povezan seveda s sredstvi, ko smo prihajali z ene obdobja črpanja evropskih sredstev, druga se nam je število zelo zniževalo, zdaj se nam pa, smo kar zadovoljni in se res trudimo, kljub temu, da je brezposelnih vse manj, se pa vključevanje v te programe vseeno povečuje. Zdaj, kje slednjo glavne izzive za izobraževanje odraslih za našo vidika, se pravi z vidika Zavoda za zaposlovanje. Eno je to, kar je že predhodnik omenil. Če bi mi imeli ta model prepoznavanja potrebnih kompetenc na nacionalnem nivoju, iz katerega seveda izhajajo potem tudi pripravljeni programi usposabljanja za pridobivanje teh kompetenc in neka mreža izvajalcev, preko katere bi bili ti programi dostopni, bom rekla, za vse prebivalstvo, za mlade, za brezposelne, za zaposlene. Jaz mislim, da bi bil to en velik korak od tega, kar imamo zdaj, ko je res vse skupaj razdrobljeno. Mi nekaj načrtujemo in izvajamo šolstvo po svoji strani, nekaj delodajalci, morda spet nekaj drugega. Jaz mislim, da bi to zelo veliko doprineslo k temu, da bi bile te naše aktivnosti bolj ciljno usmerjene. Druga taka zadeva je vseživljenjska karierna orientacija. Ljudje se sami ne znajdejo v tem, potrebujejo neko podporo, neko mrežo svetovalcev, ki jim bo pomagala na tej njihovi poklicni poti. Jaz mislim, da je ta nacionalna kontaktna točka vseživljenjske karierne orientacije, ki jo izvajamo na Zavodu, ta projekt, zelo en dober projekt, ki bi ga bilo kazalo podpirati še naprej. Gre za to, da je vsem, ki so vpeti v to karierno orientacijo, na šolah, na univerzah, tudi iz podjetij prihajajo na naše usposabljanja, tudi iz ministrstva in tako naprej, da dejansko prek ene točke skrbimo za enotno usposabljanje, za prenašanje stroke na vse svetovalce, ne glede, kje se ukvarjajo s to karierno orientacijo, da smo zato izdelali tudi neke standarde, skupne pripomočke in tako naprej, da je to tudi lahko ena dobra popotnica za to, da skupno in na podoben način delujemo na tem področju. Seveda, kot je bilo danes že veliko krat rečeno, večja usklajenost ukrepov, aktivnosti izvajalcev, programov izobraževanja. So bili že danes omenjeni tudi teme podjetniški izobraževalni centri. Jaz vseeno mislim, da še niso dosti izkoriščene in da bi se mogli skupaj truditi, da bi dejansko postali v regiji en center, kjer bi se pravzaprav lahko neke kompetence, ki so v nekem lokalnem regijskem okolju potrebne prek takih centrov tudi omogočalo čim širšemu skupinam prebivalcev, da pridejo do teh kompetenc. Potem ne moram mimo tega, da ne bi še večkrat sem to že povedala, svoje mnenje, da nekateri programi, kot so PUMO, kot so UŽU, ki pač zagotavljajo neke temeljne kompetence, da ljudje sploh lahko se začnejo učiti, da so sploh sposobni se vključevati potem v neke programe izobraževanja. Jaz mislim, da bomo biti to del enih rednih programov, ne pa da so vedno znova pač pod pritiskom teh projektov, bo ne bo, kdaj bo, kako bo in tako naprej. Potem usposabljanje izvajalcev izobraževanja odraslih. Tukaj imamo res specifične skupine, manj izobražene, starejše, tujce. Pozabila sem tukaj napisati eno skupino, ki je pri nas tudi velika, to so agencijski delavci, ki imajo zelo malo možnosti se pravzaprav vključevati v izobraževanja, ampak da bi mogli poskrbeti za to, da so te izvajalci nekih programov dejansko tudi usposobljeni za delo z takimi skupinami. In tudi tukaj moram reči, Ministrstvo za šolstvo nam prisluhnilo, tako da zdaj že nekaj v to smer se dogaja. In pa seveda ne nazadnje ozaveščanje in promocija izobraževanja odraslih, tukaj je res potreba ogromna. Tako da sam še na hitro moj pogled na to, kako vidim ta domet in umeščenost
tega nacionalnega programa. Jaz mislim, da dejansko bi morali v tem obdobju, glede na vse kazalnike, ki jih imamo, dati na področju izobraževanja, prav izobraževanja odraslih prioriteto, in da verjetno bi bilo prav, da tudi predstavnik izobraževanja odraslih v tem svetu za razvoj, ki naj bi ga vlada ustanovila. Kot rečeno, veliko povezovanje med resorji, jaz vidim tukaj 4 ključne resorje, Ministrstvo za šolstvo, se upravičujem, govorim za šolstvo, pa se veste, kaj mislim. Predvsem ga vidim kot mrežo izvajalcev in usposobljen kader. Jaz mogoče z nasprotju z marsikom, vsem mislim, da je eno izobraževanje, se pravi neko prinašanje temeljnih znanj med prebivalstvo in drugo učenje tisto za potrebe na trgu dela. In vidim dejansko poslanstvo, seveda Ministrstvo za izobraževanje, da te temeljne znanja prenaša na prebivalstvo, medtem ko je Ministrstvo za delo tisto, ki bi moglo skrbeti za to, da se pa skrbi za to, da so zaposleni in brezposelni, pa deležni tistih znanj, kompetenc, veščin, ki jih potrebujejo za to, da se uspešno vključuje na trg dela. Seveda je tudi tu ključno tudi Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za javno upravo pa z vidika ustrezne usposobljenosti javnega sektorja, ko vemo, da zajema veliko število zaposlenih in da tudi postaja vse bolj pomembno v naši družbi, sociala, starejši, zdravstvo in tako naprej. Pa seveda zelo velika vloga socialnih partnerjev, če ne bodo sindikati, združenja delodajalcev, sami delodajalci prepoznali tega, da je v času, ko je človek pri njih potrebno nekaj narediti za usposabljanje, za izobraževanje, potem mislim, da je bitka kar vnaprej izgubljena.